Zdaj, za trenutek, sedaj vidite zaslon mojega telefona, na njem že imam nameščene aplikacije. Morda kot zanimivost, danes zjutraj še teh aplikacij ni bilo na marketu, potem pa so nam ravno danes na Applu in na Googlu odobrili objavo aplikacije, tako da zdaj je čisto na novo dosegljiva tudi aplikacija Cobiss Plus. Zdaj tukaj pri meni vidite pri Cobiss Ela eno rumeno pikico, žal za iOS operacijski sistem Ela še ni objavljena na marketu, na App Store, zaradi tega, ker nam EDR Lab še ni dal dovoljenja za objavo. To pomeni, oni so nosilci te licence za LCP zaščito in vsako napravo, vsako aplikacijo je treba na nek način certificirati, tako da za Android, vsi, ki uporabljate Cobiss Ela, lahko na Androidu, to vam bom pokazal tukaj, ker žal jaz nimam Androida, to je playgoogle.com, je market na Androidu in tukaj lahko vidite, če poiščete Cobiss, zaenkrat je na voljo še Cobiss, na voljo je Cobiss Ela in pa sedaj od danes naprej tudi Cobiss Plus. Tako da vsem uporabnikom na Android operacijskih sistemih je od danes naprej omogočena uporaba novega Cobiss Plus in pa Cobiss Ele. Zdaj, da vam samo to povem, Cobiss bomo v nekaj dneh umaknili iz marketa. To pomeni, da ga novi uporabniki ne bodo mogli več namestiti, vsi obstoječi uporabniki bodo pa lahko še Cobiss uporabljali nekje do septembra. To pomeni, sočasno bosta obe aplikaciji na voljo za uporabo, ampak nameščati pa je več ne bo šlo, tako da bo lažje tudi za knjižničarje, ko bo treba svetovati uporabnikom, katero aplikacijo namestiti, da ne bi potem bilo dodatne zmede pri uporabnikih, kateri Cobiss je pa zdaj pravilen. Mislim, da sem tudi našel eno aplikacijo, ki je samo za branje, kot zanimivost, ta Kobi Biblije. Tako da, če bo kdo namestil to, da tudi to poznate, da obstaja en Kobi, kjer se bere samo Biblija, pa potem mogoče bi imel kdo težavo, da ne najde drugega gradiva. Tako da to je, kaj se tiče Androida, jaz vam pa kažem zdaj na iOS operacijskem sistemu. Tako da tukaj pa gremo na App Store in na App Store poiščemo recimo Cobiss. In tudi tukaj zdaj boste videli, da obstaja Cobiss, ki je še vedno dosegljiv, in pa Cobiss Plus, z današnjim dnem objavljen. Namestite ga lahko z enostavnim klikom in boste videli, da je vse tako kot na spletni različici. Zdaj tukaj bi omenil še eno stvar. Na začetku je bilo mišljeno, da bo narejena ta spletna različica Cobiss Plus prilagojena mobilnim napravam. Danes, če niso spletne strani prilagojene mobilnim napravam, je že kar en problem, zaradi tega, ker je delež uporabe teh storitev na mobilnih napravah zdaj seveda večji, kot je recimo na prenosnih računalnikih. Tako da na začetku je bilo mišljeno, da bomo naredili spletno aplikacijo, ki bo tako imenovana Progressive Web App, ki se bo obnašala kot aplikacija. To pomeni, te Progressive Web App lahko namestiš kar iz spletne strani na napravo in jo vidiš tako, kot tukaj vidim jaz te ikone, vendar na koncu je vseeno prevladalo pač mnenje, da naredimo kot spletno aplikacijo. Jaz tukaj ne bom prikrival, ne gre za nativno spletno aplikacijo, gre v bistvu za spletno aplikacijo, ki prikazuje spletno stran znotraj aplikacije, ampak uporabniki so še vedno nekako navajeni, da si te aplikacije namestijo na teh trgovinah. Tako da zdaj bom samo malo naredil primerjavo, če se še spomnite, če je imel kdo nameščeno mobilno aplikacijo Cobiss, ste videli, da ravno tako smo imeli nek profil, na tem profilu smo imeli več članstev, v mojem primeru imam 2 članstvi, in potem smo lahko pogledali tukaj, kaj imamo izposojeno, zgodovino izposoje, lahko smo pridobili se naročili napotisna obvestila, ravno tako je bila moja polica in pa nekaj informacij o knjižnicah. In to je bilo na nek način vse. Dobro, lahko smo še iskali,
ampak to iskanje je bilo precej osnovno, tako da je bilo res namenjeno samo za uporabnike, ki si želijo poiskati gradivo in ga potem izposodijo, kasneje pa morda celo naredijo kako podaljšanje tega gradiva. Zdaj z novim Cobiss Plusom, ki bo seveda, to je zdaj že mobilna aplikacija, izgleda nekoliko drugače, pa seveda lahko počnete vse, kar lahko počnete na spletu, ključno z plačevanjem in ostalimi storitvami, ne? Kar se nam zdi pomembno, potrebno, zaradi tega, ker uporabniki naših sistemov so vse od osnovnošolcev pa do raziskovalcev in marsikdo dela ravno nekaj drugega, kar pa nekdo ne počne. Nekdo samo izposodi knjigo, nekdo bi pa rad prišel do člankov. Tako da tukaj lahko tudi dostopamo do akademske digitalne zbirke ADZ in če vam povem, zdaj v zadnji fazi, zadnja dopolnitev aplikacije, ki bo ravno ti portali, ki jih še urejamo. Ne? Na začetku vsi ste spremljali ta razvoj, pa ste videli, kaj je bilo na začetku razvito, potem zdaj pa spet dodajamo določene storitve, ki so v prejšnji verziji že bile, pa smo jih v tej nekako izpustili, saj je bila pač gradnja te aplikacije, ki je namenjena predvsem tudi za mobilne naprave in uporabnikom, ki uporabljajo to na telefonu, zelo zahtevna, kaj se prikaže, kaj lahko skrijemo, ne, to vidite, to so male naprave, zato sem tudi namerno želel pokazati to na telefonu, da vidite, koliko je tukaj v bistvu ta prostor omejen. Tako da tukaj bo zdaj vse delalo. Trenutna razlika z M-Cobissom, ki ga ukinjamo, je ta, da trenutno na Cobiss Plusu ne bodo delala potisna obvestila, zaradi tega, ker je treba narediti cel sistem, tudi zaledni sistem, strežnik za potisna obvestila in to je še edina stvar, ki na tej aplikaciji ne deluje. Lahko vam pokažem, to vam bom zdaj pokazal, če grem tukaj spodaj v desno v meniju več, lahko vidite, da spodaj piše skeniraj kodo ISBN, ISSN in ostale, tako da če jaz zdaj to prožim, boste videli, da ta stvar deluje. To je delovalo tudi na obstoječem M-Cobissu. In to je nekaj, kar na spletni aplikaciji ne deluje, na mobilni aplikaciji pa deluje brez problema. Potisna obvestila pa seveda z manjšim zamikom, ko bo to urejeno. Če pogledamo, imamo tudi, tako kot je bilo na M-Cobissu, imamo člansko izkaznico z enim klikom, tako da razen manjših privajanj na nov grafični vmesnik za uporabnike ne bi smelo biti toliko težav. To pa je vsakič, ko se naredi neka sprememba na programski opremi, seveda se je potrebno navaditi, kaj poiskati. Zato smo ravno s tem namenom zdaj se odločili, da bo eno prehodno obdobje, kjer bo dovolj časa, da si bodo lahko uporabniki iz M-Cobissa seveda vse prenesli uspešno na Cobiss Plus, jih sporedno uporabljali, kot ste videli, jaz imam vse obe aplikaciji nameščene, tako da ni doben problem. Zdaj, stvar, ki je že seveda dobro poznana, je posebej izpostavljen portal za branje elektronskih knjig. Ravno danes sem bral eno poročilo, da je izposoja preko Cobiss Ele še boljša, kot je bila v prejšnjem sistemu izposoje elektronskih knjig, tako da smo veseli, no, da se je to tako prijelo in da uporabniki to uporabljajo. Verjamem, da marsikdo ne bere na mobilnih napravah, kot so telefoni pa tablice, zato tukaj na tem mestu izpostavljam, da je ta aplikacija Cobiss Ela, ki je dostopna na Google Play trgovini za Android operacijske sisteme, se lahko z lahkoto namesti na vse bralnike, ki podpirajo, ki v bistvu imajo operacijski sistem Android in preko tistih trgovin se lahko tudi Cobiss Ela namesti na te bralnike, ki že imajo operacijske sisteme.
tako da tudi to je urejeno. Zdaj, kako enostavno si sposodimo eno knjigo, bom pokazal z par kliki. Zgoraj desno imamo posebej izpostavljen Cobiss Ela, da bi bilo še lažje poiskati e-knjige, ker imamo marsikoga, ki izposoja samo e-knjige in ne potrebuje nič drugega. Zdaj, z par kliki bom jaz to knjigo izposodil. Tukaj damo samo izposodi si in pa izberemo seveda članstvo. Zdaj vidite izposoja elektronskega vira. Prej je bilo to precej bolj zapleteno, saj smo morali datoteko prenesti, pa jo potem uvažati. Zdaj tukaj vidite dve možnosti. Datoteko lahko prenesemo, to je leva puščica, spodaj, ko sta dve ikoni pod ponudnik Cobiss Ela, ali pa desno odpremo kar v aplikaciji. In zdaj bom jaz kliknil na to odpremo v aplikaciji. In vidite, da ta knjiga nas že čaka v Eli. Zdaj, samo to vam povem, jaz vam te knjige zdaj ne morem pokazati, zaradi tega, ker nimam produkcijske verzije Cobiss Ela, ker še ne obstaja, imam testno, zato lahko samo pokažem knjige, ki jih izposodim recimo v testni bazi, kako izgleda recimo ta knjiga. Verjamem, da vsi poznate, da imate neko uporabniško izkušnjo, da veste, da se lahko nastavljajo stvari od velikosti pisav do teme svetla, temna in podobno. Tako da to je, kar se tiče Cobiss Ele. Cobiss Ela seveda omogoča tudi, da direktno dostopamo do Cobissa Plus, ki ga pa sprožimo spodaj na to sredinsko ikono Cobiss Plus. In tukaj seveda je zahtev prijavo, jaz te testne zdaj prijave nimam, lahko pa poiščem tukaj z tem iskanjem, se mi pa odpre, to je pa zdaj, vidite, testna različica Cobiss Plusa, ki je pa dosegljiva zdaj, jaz jo grem do nje preko Chrome brskalnika, ni znotraj aplikacije, ampak vse te manipulacije, izposoja, branje in potem, če tudi želite vračanje teh knjig, je precej enostavna. Jaz lahko na domačem zaslonu takoj vidim, kaj imam izposojeno, tudi tukaj odprem direktno aplikacijo ali pa zadevo enostavno tukaj tudi vrnem. Tako da zdaj podrobnih pregledov teh aplikacij ni smiselno, da vam še enkrat vse to kažem. Včeraj je ravno bila ena predstavitev, podrobna predstavitev nove različice Cobiss Plusa, ki je tudi objavljena na našem YouTube kanalu, tako da tam lahko greste strukturirano vse, medknjižnična izposoja, naročilo gradiva, kar je bilo predstavljeno. Meni je samo pač ideja, da pokažem te aplikacije, ki so trenutno na voljo, torej samo čakamo še Cobiss Elo za iOS, potem pa bo nekako ta zadeva delovala za vse enako. Tako za iOS uporabnike kot za Android uporabnike in verjamem, da bo ta prehod enostaven za uporabnike, saj bomo tudi se trudili, da dobro skomuniciramo prvo z knjižnicami in pa potem objavimo komaj stvari predno, da bi koga presenetili, pa bomo kakšno aplikacijo izključili. Tako da to je nekako to. Zdaj, če kako vprašanje, jaz z veseljem odgovorim, če bom odgovor poznal. Drugače vas pa vabim, da si aplikacijo namestite. Jaz bom zdaj izkoristil to priložnost, pa vam bom v klepet kar prilepil te povezave za iOS, če bo kdo delal zdaj to iz telefona, ali pa si prepošljete, če ne pa poiščete, se tudi to sedaj enostavno, in pa še za Android sta te dve verziji. Bo pa zdaj seveda v prihodnjih dneh tega iz naše strani kar nekaj obvestil, tako da boste vsem na tekočem, kar počnemo.